Za vas je danes na domačiji Globoko kar en poseben dogodek, ker imate v svoji družbi tudi župana občine Radovljica Cirila Globočnika. Za kakšen dogodek pravzaprav gre? Seveda pa najprej lep pozdrav. Ja, hvala lepa. Lejte, za dogodek je ta čist preprost. Lejte, lansko leto smo imeli že šampiona med lipicanci, med žrebčki, in smo pa županom dorekli, ker je bilo lansko leto volilno leto, da bomo to predstavili, ta dogodek na letos, in letos imamo spet šampiona Slovenije, med žrebčki, lipicanci. To, da za danes smo se pač odločili čisto preprosto, da pač župana povabimo malo to tudi z občine določene ljudi, da malo vidijo, kako pri nas poteka vzreja konj, kako pri nas cela družina dela za ta cilj, da delamo s konji, da pač vzgajamo in da seveda, da se otroci začnejo delati, naši fantje. Ste omenili, hodite tudi v vrtec na Brezje ob dnevu Evropskega tedna mobilnosti, da pač otrokom pokažete, da niso samo avtomobili. Ja, veste, že otroke treba od majhnega osveščati, kva so konj, kako je treba z njimi, kaj oni so sposobni, in da jim predstavimo ta dan celo s konji in damo jim star lojtrnik, zadaj damo sno in otroke gor damo in se pač vozijo po brezjanskem drevoredu, in sem zelo vesel, da to delamo vsako leto. Ne glede, ideja je takrat prišla zato, ker smo naši otroci gor hodili, ampak zdaj so naši tako veliko, da več ne hodijo, ampak to še zmeraj delamo. In to tudi Joža Podlipnikov iz Dobrega Pola da fajnega konja, ker lipicanci so preživi, to delamo z kasačem, konjega in takega pridnega, damo star lojtrnik in vsako leto to delamo in sem zelo vesel. Koliko let se že ukvarjate s konjerejo? Koliko konjev imate v vašem menežu? Ja, ukvarjamo se že od leta 1994, ki je prišla k nam naša prva kabila Barbana, ki smo dali tudi po njej ime vzrejna hiša lipicancev Barbana. Čreda trenutno šteje 40 konj, od tega imamo 13 plemenskih kobil, nekaj delovnih kastratov, ostali so pa 4-letniki, 3-letniki in letošnja žrebeta. Kako je potekalo ocenjevanje v Lipici 5. oktobra? Imate pa letos že drugo leto šampiona v vaši sredi. Ja, res je. Letošnje moško žrebe je zopet dobilo prvo nagrado, kar pomeni, da imamo najboljšega moškega žrebeta v Sloveniji, tako kot lansko leto, ja, tako da smo zelo zadovoljni s tem dnevom oziroma z našo rejo. Je pod strogim očesom komisije, ki ocenjuje te konje. Koliko konjev je bilo v Lipici na ocenjevanju in vi ste baje edini iz gorenjskega konca, ki ste dobili šampiona. Kako pa mu je ime? Ja, res je, letos je bilo ocenjenih 27 žrebet v kobilarni, nekaj jih bo še naknadno ocenjenih. Našemu žrebetu je ime Konverzano Lipica. Kakšen je postopek s konji, kako delate z njimi pri vas, glede na to, da nimate samo enega? Ja, res je, mi žrebeta že od majhnega začnemo pripravljati, tako da so navajeni delo na roki, tako da pri ocenjevanju se seveda ocenjuje zunanji izgled konja, kvaliteta konja samega in način oziroma predstavitev na roki. Naši konji so dosti primerno pripravljeni na to, še vseeno je pa potrebna majhno sreče in dobri starši žrebečka. In seveda, treba ga tudi negovati, ne? Ja, to pa seveda. Ja, seveda imajo nego, kot vidimo od zadaj, so vsakodnevno jih 2-krat na dan obiščemo, se malo podružimo skupaj, tako da občasno tudi pridajo domov, kjer jih šolamo. Tako da delo je skozi z njimi. Občina Radovljica Ciril Globočnik je prevzela botrstvo nad tem žrebičkom tukaj na domačiji Globoko. Jaz moram reči, da to domačijo že kar nekaj časa spremljam in sem navdušen, koliko truda, volje, energije so vložili, da so prišli do teh rezultatov, in smo pravzaprav ponosni, da imamo to v naši občini. Seveda zdaj pa z to zmago tega žrebička v Lipici smo pa še toliko bolj ponosni in bojo tudi imeli podporo v nadaljevanju, kajti želijo razširiti kmetijo in pa seveda ta razpoložljivi prostor v neposredni bližini, ker je potreben pač za nadaljni razvoj. Župan, vi ste mu nataknili lento temu žrebičku. Ja, moram povedati, da sem bil navdušen, da so tako pomirjene oziroma da je bil tako pomirjen konjiček, torej ima zgleda eno tako vzgojo in okrog njega se sučejo ljudje, ki
ne ustvarjajo nekih dodatnih kritičnih pogojev, če gledamo celotno čredo ravno tako. Tako da v tem primeru lahko samo čestitam za tako vzrejo in za tak odnos do teh konjičkov.